Pozdravljeni! Čakanja je konec in zopet so na vrsti dirke svetovnega prvenstva v sezoni 2023. Danes je na vrsti uvodni prispevek k veliki nagradi Azerbajdžana. In kot ponavadi si bomo skupaj ogledali vse tiste značilnosti in zanimivosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi začele. Tudi danes bo, kot običajno, uvodni prispevek razdeljen na 3 ločene dele. V prvem si bomo ogledali dirko iz preteklosti, v drugem bomo našo pozornost usmerili k lastnostim, značilnostim in spremembam na sami progi v Bakuju. V tretjem, zadnjem delu bomo pa še nekaj minut porabili za vremensko napoved. In danes, na samem začetku, se bomo najprej vrnili v sezono 2017, na dirko za veliko nagrado Azerbajdžana, ki je ostala marsikateremu navdušencu v spominu predvsem po eni epizodi. A treba je poudariti, da velika nagrada Azerbajdžana je bila bistveno kasneje na koledarju, kot je na primer letos. Bila je 8. od 20 dirk na sporedu 25. junija. Sebastian Vettel je imel pred začetkom tistega vikenda 12 točk prednosti pred Lewisom Hamiltonom. Torej, na slabi polovici prvenstva mu je izjemno dobro kazalo za naslov. A zadeve so se začele obračati že na samem začetku, na kvalifikacijah. Lewis Hamilton je bil najhitrejši, za njim Valtteri Bottas, na to Kimi Räikkönen in šele na 4. mestu Sebastian Vettel. In že to je nekako dvigovalo pritisk, ki ga je bilo mogoče čutiti v boksih Scuderia Ferrari. Kar se tiče same dirke, verjetno vsi mi pričakujemo kar nekaj nesreč, nekaj izletov na tisti progi, kjer izletnih con ni, poškodb in še bi lahko naštevali. In tudi tako je bilo med samo dirko leta 2017. V 12. krogu je prišel na asfalt varnostni avtomobil zaradi Tora Rossa Daniela Kvyata, ki je nekako obupal nad tisto dirko. Takoj potem drugi varnostni avtomobil zaradi nesreče Kimija Räikkönena. In takrat se je zgodilo tisto, kar je mnogim navdušencem ostalo v spominu. Namreč Sebastian Vettel se je iz 4. mesta na samem štartu prebil do 2., ampak pred njim Lewis Hamilton. Seveda zavedam se v tem primeru, da ni pravi bolid za sezono 2017, ampak najbližje je od tistih, ki jih imam v zbirki. Ko sta vozila Hamilton in Vettel za varnostnim avtomobilom, se je zgodilo nekaj, kar na prvi pogled bi lahko izgledalo kot nešportna poteza Lewisa Hamiltona. Namreč Sebastian Vettel se je zaletel v njegov zadek, kajti po mnenju mnogih je Lewis Hamilton vozil prepočasi. A Lewis Hamilton se je pritoževal nad ritmom varnostnega avtomobila in kasnejša preiskava je dokazala, da ni stopil na zavor. A po tistem kontaktu je imel Sebastian Vettel poškodovan prednji aerodinamični stabilizator, Lewis Hamilton pa difuzor. In takrat je Sebastian Vettel napravil eno izmed najmanj športnih potez, ki smo jo lahko videli v zgodovini Formule 1. V vožnji za varnostnim avtomobilom je lepo prehitel Lewisa Hamiltona in ga odrinil. In seveda po tistem dotiku se je takoj sprožila preiskava in Sebastian Vettel je dobil stop and go 10 sekund. Kar ne pomeni, da ob morebitnem postanku bi moral 10 sekund čakati ali da mu bi pribili 10 sekund na končni čas,
Ampak tisto najhujšo kazen, da mora iti v bokse, počakati 10 sekund in odpeljati naprej, brez da bi mehaniki karkoli postorili. Seveda, predtem smo imeli tudi rdečo zastavo, tako da pri Lewisu Hamiltonu so odkrili, da njegov difuzor je v redu. Sebastian Vettel je dobil nov prednji stabilizator, ampak že ta kazen, katero sem omenil, je njegovo perspektivo, kar se tiče naslova svetovnega prvaka, postavila v čisto drugačno luč. A usoda se kdaj pa kdaj poigra z vozniki Formule 1. Namreč med samo dirko je imel Lewis Hamilton težave s tistim naslonom ob svoji glavi. Najprej ga je skušal sam utrditi, ampak ko so pri direkciji dirke videli, kaj se dogaja, so iz varnostnih razlogov zaukazali dodaten postanek. In tako sta se Lewis Hamilton in Sebastian Vettel znašla zopet eden za drugim, le da je bil tokrat voznik Ferrarija pred voznikom tovariške ekipe Mercedes. A zanimivo je, da na vrhu so bili 3 vozniki, katerih ne bi pričakovali tako visoko, posebej po tistem, kar smo videli v začetnih fazah. Namreč zmagal je Daniel Ricciardo, ki je na kvalifikacijah imel velike težave, dirko začel kot 10., imel bistveno prezgoden postanek in še bi lahko naštevali. Za njim Valtteri Bottas, ki je imel podobno zgodovino, kar se tiče dirke, na 3. mestu Lance Stroll, kar so bile njegove prve stopničke, drugi najmlajši voznik, ki je sploh stopil na zmagovalni oder, in konec koncev, da zaključimo zgodbo, Sebastian Vettel je na koncu pridobil še 2 točki prednosti pred Lewisom Hamiltonom. In sam bi rad dodal, da v preteklosti je nekdo drugi zaradi podobnega manevra bil diskvalificiran iz svetovnega prvenstva. Tako da lahko kazen Sebastianu Vettelu damo v povsem drugo perspektivo. A pustimo sedaj to, videli smo lahko, kako je velika nagrada Azerbajdžana lahko nepredvidljiva in da pravzaprav nikoli ne smemo misliti, da se bodo zadeve odvile tako, kot mogoče zgleda v danem trenutku. A poglejmo si, kakšne so značilnosti proge in pravzaprav, kaj se je spremenilo. Zopet bomo za osnovo uporabili tisto tabelo, ki jo pripravlja Pirelli. Kot vidimo, je značilnost proge predvsem v pospeševanju in zaviranju. In lahko bi mirne duše dejali, da gre za tipično progo stop and go. Zakaj gre? Enostavno imamo dolge ravnine, nato izjemno ostro zaviranje, ovinek in nazaj pospeševanje. Vidimo predvsem v tistem novejšem delu praktično pravokotnike z zavoji 90 stopinj in samo v tistem starejšem delu okrog gradu imamo malce mešanega dela, ki pa pravzaprav ne vpliva na sam razpored. Seveda evolucija proge, ker gre za mestni asfalt, bo ogromna, ampak to je nekako pričakovano. Pnevmatike, tiste najmehkejše, C3, C4 in C5. A tu bi rad opozoril na neko zanimivost, ki sem jo zapazil. Namreč med lansko in letošnjo sezono se je dvignil kar precej minimalni tlak v pnevmatikah. Letos na prednji osi morajo imeti vozniki 25 funtov na kvadratni palec, lani 24 funtov in pol na kvadratni palec, kar ni takšna sprememba. Ampak na zadnjem paru je letos predpisana vrednost 23 funtov na kvadratni palec, lani 21 funtov na kvadratni palec. In govorimo, da med lani in letos se mešanice niso spremenile, konstrukcije pnevmatike malo ja, ampak po mojem mnenju ne toliko, da bi bilo to bistveno. Tu je treba poudariti še nekaj, da so skrajšali za 100 metrov
tisto območje DRS po štartno-ciljni ravnini oziroma drugo območje DRS-a. To bo pomenilo, da vozniki bodo imeli malce več težav s prehitevanjem in verjetno tako bomo videli malce bolj odločen boj. Ampak takšne spremembe, kar se tiče območij DRS, so v letošnji sezoni dobesedno stalnica. Videli bomo, ali bo kljub vsemu ta dolga štartno-ciljna ravnina v Bakuju prinesla tisto, kar mnogi pričakujejo, torej prehitevanja. A ni še konec, namreč povedal sem, da letos velika nagrada Azerbajdžana je bistveno bolj zgodaj kot običajno. Vremenoslovci pravijo, da v petek in soboto bo vreme sončno. Temperature pa dokaj nizke. V petek bo najnižja temperatura 14 stopinj Celzija, najvišja 21. V času samih kvalifikacij lahko pričakujemo 19 stopinj Celzija. Možnost kakšnih padavin v petek je 0%. V soboto bomo videli rahlo višje temperature. Najnižja bo 15 stopinj Celzija, najvišja 24, medtem ko med sprintom lahko pričakujemo 21 stopinj Celzija. Zanimivo bo v nedeljo, namreč pooblačilo se bo, možnost padavin bo nekje 20%, najnižja temperatura bo 17 stopinj Celzija, najvišja 25 stopinj Celzija, s tem, da med samo veliko nagrado lahko pričakujemo 24 stopinj Celzija, kar pomeni 5 stopinj topleje od tistega, kar bo v petek. In kot dobro veste, je tu vikend, ki bo imel sprint in dvojne kvalifikacije, torej Parc Fermé velja od petka do nedelje. In seveda, videli bomo lahko marsikaj, ampak 5 stopinj Celzija, kar se tiče temperature zraka in razlika v sami temperaturi asfalta, zna tudi vplivati na izbor, ki ga bodo naredili pri ekipah. Zopet zadeva, na katero bomo morali biti pozorni. A vseeno dober obet za zopet rahlo nepredvidljivo veliko nagrado Azerbajdžana, kjer bomo lahko videli dvojne kvalifikacije, sprint in samo dirko za veliko nagrado, in torej zgodi se lahko marsikaj. In kot običajno tudi tokrat, vsaj tisti petkov prispevek bo objavljen nekoliko kasneje, ker bom kot ponavadi zaseden s komentiranjem. A vseeno upam, da boste dovolj strpni in počakali, da bo približno v zgodnjih večernih urah zadeva nared, tako kot običajno. A za danes, za ta naš uvodni prispevek k veliki nagradi Azerbajdžana, bo to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.